živo, pa smo že nazaj v še eni oddaji Ta veseli dan. Z mano je tedenski gost, ki nas enkrat na uro popelje nekam onkraj naše dežele in danes me bo popeljal kam, Janin Klemenčič? V Pakistan. Ja? Ja. Kaj pa je tam pametnega za videti? V bistvu bo zdaj najprej pogledala, kako se s kombijem potuje. Okay. Če te bo kaj zanimalo, seveda. Okay. In sicer smo to delali, koliko smo, jaz sem bil, pač dva smo bila stara 20 let, druga dva pa 22 in smo bili eni bolj na začetku faksa, eni pa ne še čist na konc, no. In smo rekli, gremo v Indijo, ne. To je bilo takrat grozen modern. To so bili še tisti časi, ko še ni bilo vojne na Bližnjem in Srednjem vzhodu in so hipi šibali od Londona do Delhija. Magic bus je obstojal, ne vem, če se kdo še spomne tega. To je bila stvar, ki se, enostavno si se usedel na avtobus v Londonu in si se odpeljal v New Delhi. Celo pot. S tem, da takrat so bili tisti kraji precej drugačni kot zdaj. Na drugi strani je pa treba, če je kaj pozitivnega pri muslimanskih državah, je to, da se stvari zelo počasi spreminjajo in to so še vedno take, kot so bile nekoč, kar me zelo veseli. Na drugi strani pa se veš, v islamskih državah kakšne zabave ni kaj preveč, ne. Vse je prepovedano, vse je zapovedano, tako pa tako se moraš obnašati, ženske se morajo tako oblačiti, moški tudi. Ja. Še najhujše v Iranu. V Iranu, če bi s kratkimi hlačami prišel sred poletja, ki je 50 stopinj, se vsi valajo po tleh in ti pulijo dlake iz nog in skratka, tako da smo pa kar kakšne take, jaz sem bil enkrat v pižamo gor lepo, samo toliko, da so bili srečni. Kratko majico še nekako prenašajo, ne, pri moških, pri ženskah, ne. Ostalo je pa že kar prepovedano. Skratka, malo so zateženi. Sprošen narod. Malo so zateženi, kar se tega tiče, treba kar povedati. No, in smo rekli, kako gremo. Eden od mojih prijateljev je bil vodja ansambla in bas-kitarist, Atlantik, najbrž nikoli nisi slišal. Sej, že takrat marsikdo ni slišal za njega, no. Ampak imeli so pa kombi svoj. In to je bil tak kombi, ki so se enkrat že malo omenila, ki je imel 6 koles in je bil za toliko višji kot normalni kombi, ne. No, in tisti IMV je bil drugače, pa eno indijsko Tata mašino je bilo, kar je nekakšen indijski Mercedes. Skratka, eksotična zadeva. Ga pa še vedno vidiš kakšnega na slovenskih cestah. Takrat je bilo, že takrat je bil star, ne. No, in zdaj kako bomo šli? Spali bomo v kombiju, ker nimamo denarja, da bi plačevali hotele in smo potem vzeli deske, precej debele, in smo nad zadnjimi kolesi naredili na tak podi, dolg ene 2,20 metra recimo, ne. Spredaj sta bila 2 sedeža, vmes pa motor, ki je grmel kot sam satan, se pravi voznik pa še eden, vmes pa motor. Potem bi bil pleh s tako luknjo, zadaj pa še 3. In to je bilo to. Ostali so morali biti pač na tisti postli, ne. Gor na vrhu, pod streho, je bila pa taka štanga na vsaki strani, tam smo pa tudi z deskami naredili spet eno tako dolgo polico in smo rekli, ok, 2 spita tam gor, 3 na sredini, 2 na dnu. Pa bo za silo, ne. No, a potem smo nabrali par ljudi. Šlo nas je iz Ljubljane 6 najprej, ne. Nakar je eden od njih že v Slovenskem Brodu ugotovil, da nikamor ne bomo prišli, ker so se zatikale stvari, ne. Če se spomniš, sem te enkrat prepozval, da so v Zagrebu nas ustavili policisti, ker nam zadnje luči niso delale. Volan je tresel tako, da si komi držal, pa so nam v Bolgariji potem eno tono tistega svinca nabili na kolesa, da je za silo delalo. Čim smo odhajali iz Ljubljane, smo šli po bencin, pa je eden od črpalkarjev rekel, kam pa vi, fantek, smo bili taki mali eksotičniki v glavo. Smo rekli v Indijo, pa malo pogledali, pa prav, ta ne bosta prišla nazaj. Smo rekli, da gremo una dva sta malo prebladela, zakaj pa ne. Zato, ker jih bojo zamurkle po F, da naprej ne bom povedal, ker smo fina televizija, ne, in smo se potem malo režali, pa smo vsi prišli domov. No, nekar, ta pač eden je šel tam v Slovenskem Brodu, se odločil, da ne, smo ga peljali še do Beograda, pa je šel potem na vlak, češ, da sicer ne bo prav kmalu prišel. Ali pa koga ćemo dobiti, ne, in sva šla 2 lepo na železniško postajo gledati, če je kakšen kandidat, da nam bo delil stroške, ne. In najdemo 2 Angleža, ki sta že 4 ure čakala en vlak proti Istanbulu, ker je pač zamujal. Že takrat 4 ure, pa nič še ni kazali, da bo naslednjih par ur prišel. Sta rekla, ok, gremo mi to z vami, ne. In sta šla potem ona 2 z nami do Istanbula, tam smo dobili 2 Francoza, ki sta šla z nama do Sirije.
v seriji smo dobili 2 Makedonca, ker takrat smo bili, Jugoslavija bila še takrat, in takrat smo bili samo Jugoslavani, pa mogoče še 2-3 države, ki so lahko prišle v Iran. Nihče drug. In smo pač, te 2 Francoza nista mogla iti, na 2 Makedonca sta bila posebej Jugoslavana in sta šla potem z nami, potem še v Irak, najprej v Irak, potem šele v Irak, se pravi Sirija, Irak. V Iranu je pa prišel za nami eden od naših prijateljev, ki je pa predtem imel prometno nesrečo in ni smel priti, pač nismo mogli ven iz Jugoslavije, ne? Ker sem mu pasoš vzel, take so bili takrat, narediš prometno nesrečo, kamor ne bo šel, pasoš ti vzamejo, dokler ne bo obravnave. In za nami prišel v Širaz, če si kdaj slišal, to je pač eno iransko mesto, ne? Tako da takrat je bila pol ekipa, recimo, na pol popolna. Potem smo še enega Angleža dobili, da je šel še z nami v Indijo. Tam je pa 2 zmanjkalo denarja, pa sta potem šla, še preden smo bili zmenjeni, kar na lastno pest nazaj. Čeprav si moral imeti precej denarja takrat, da si lahko prišel čez mejo. So te vprašali, koliko denarja imaš. Če ga nimaš dost, ne boš šel. Pa sta kljub temu prišla nazaj domov. Mi smo pa potem nazaj grede jemali vse, kar je lezlo in šlo. Lezlo in grelo. In smo nas je bilo ponovati 10 ali pa 11. Poln kombi, skratka, ker pestro je bilo. In potem celo pot nazaj, še celo skozi Afganistan. Takrat se je to še dalo, danes je pa že težja. Moram ti pa povedati, da sem zdaj jeseni bil v Indiji in sem hotel pač ponoviti ta del poti, ker sam, ne. Pač imel sem eno skupino, najprej pa so oni odleteli domov. Jaz sem imel pa sicer karto, pa nisem odletel, nažalost. In sem rekel, ok, grem skozi Afganistan pa tako naprej, da vidim, kako izgleda. Sicer je zdaj malo po vojni, ampak imaš velike šanse, da ostaneš cel, ne. Potem so pa Pakistanci mi zagrenili življenje in so rekli, da če si iz Evrope, pač moraš imeti evropsko in pač vizum in da me ne spustijo noter. Tako da pol je to propadlo in potem sem pač moral še enkrat karto novo kupiti, ker ona stara pač ni bila uporabna. Tako ti je to. Ja, nič se bo zdaj premaknila kar proti Pakistanu? Torej, zdaj gremo po Pakistan pogledati, ne. Zdaj, ena stvar, ki jo bomo zdaj kmalu videli, se ne vem, bova predtem naredila odmor. Lahko narediva en odmor. Pa bomo pol šla od štarta. Ajde, čau.